Z razmeroma ozko usmerjenega terenca, če lahko tako rečemo, se je spremenil v a ga vidiš? Saj veš, kjer je to. A veš, kakšen je bil včasih? Bom se razložil. X-Trail. Pojmo. Veš, jaz se še zdaj spomnim prvega Nissana X-Trail, ki sem ga testiral. To je bilo leta 2007, mogoče zgodaj 2008. Fotke sem delal zgodaj zjutraj, malo so bile še meglice v luftu in tega sem bil pravzaprav ful vesel. Nisem hotel jasen vreme, ker sem hotel pokazati, kako cool bodo luči integrirane v strešne nosilce razsvetlile prostor, plac, naravo pred sabo. Veš, druga generacija X-Traila, mislim, da so jo glih 2007 začeli delati, pa tudi prva, ja, taka je bila. Buč! Tista avto je bil terenc, ne? Pol je prišlo pa do ene vrste remiksa po zaslugi trendov, uspešnosti drugih modelov znotraj Nissanove palete. Saj veš, začel se je s Qashqaijem nadaljevati z Jukom, ne? In tudi X-Trail, dec per byte, se ni mogel izogniti mehkim, elegantnim linijam. A ne res? No, ampak, da se razumemo, to, da X-Trail ni več ogled, da je bolj zaobljen pa v skladu s sodobnimi ene vrste trendi, to ni nič novega. To se je zgodilo že kdaj, leta 2014. Čeprav ob tej transformaciji na mehkejše linije, pa pol prenovi in tako naprej, je treba priznati, da je zadržal praktično vse kvalitete, ki jih je imel prej, razen tistega gladkega videza pa tako naprej. Večinoma, no. A veš, ne pozab, X-Trail je razmeroma velik avto, zelo prostoren, njegova kabina je hudičo dobro prilagodljiva. Recimo, z razmeroma ozko usmerjenega terenca, če lahko tako rečemo, se je spremenil v družinski avto. V vsakem pogledu besede. Placa ne samo, da je ogromen, druga vrsta recimo vzdolžno prilagodljiva. Pa si videl, za koliko sem je pomaknil, koliko je to stari? To je švok 20 cm. In ta prilagodljivost mi je tokom tega testa fejst prav prišla. Veš zakaj? Rad bi ti v praksi nekaj pokazal. Pri testnih avtih dostikrat govorim o vzdolžno pomični drugi klopi, ki je prilagodljiva tudi po naklonu, kar pri tem avtomobilu tudi je. Ampak redko pa pokažem, do kakšne razlike v prostornini kufra lahko prideš, če to izkoristiš. Lej. A ja, pa zgodba je tudi pomembna, no. Zadnjič sva šla s Tino na sprehod, pa sva s sabo vzela Avo, pa njeno sestrično pa bratranca. In sem hotela v kufrt rukniti tudi njihova kolesa. In ta prilagodljivost kufra oziroma potniškega prostora nama je fejst prav prišla. Poglej, na desni strani dvotretjinsko deljiva je klop, je sedež druge vrste pomaknjen čist nazaj. Pri taki konfiguraciji, pa predstavljaj si, da je tudi drug del klopi nazaj, ni bilo dovolj prostora za vsa kolesa, da bi jih noter pospravil čist brez, da bi jih razstavil. No, pa blago odmaknjeni klopi je bilo treba še nekam otroke spraviti, dodaj še odstranitev telih dveh polic dvojnega dna, vidiš, vse skupaj je deljeno na dva dela, tudi zaradi priročnosti ali pa omejevanja prtljage, ali tudi tole lahko narediš, cak. In grede, tole bo treba spucati, a? No, pa kar naenkrat kolesa spraviti ni bil več problem. Pa pustimo zdaj kolesa, ne? Takšna prilagoditev prtljažnega prostora pride lahko prav vsakomur takrat, ko res nucaš izkoristiti vse litre, ki ti drugače pišejo na papirju, ko bereš prospekte, preden avto kupiš. To se pravi družinska namembnost, prostor, prilagodljivost, tukaj nimamo kaj razpravljati. Naslednja točka, veš kaj, pejmo najprej na stvari, ki bojo mogoče malo zapekle, pa gremo pa še na motora, prav. Dejstvo številka 1, Nissan X-Trail ni več najmlajši. In to se mu predvsem v kabini, pri vmesniku, pri temu splošnemu feelingu, ja, malo se mu že pozna. Zdaj, a boš to vzel kot izrazit minus, ali ti bo pa vseeno, to je odvisen čisto od tebe. Dejstvo pa je, da ko X-Traila v kabini, predvsem, ko pogledaš recimo armaturno ploščo, primerjaš z drugimi sodobnimi SUV, podobno velikimi, malo večjimi, malo manjšimi, se vseeno, mogoče deluje malo zastarelo. A veš, kako je pri teh stvareh, no? Pač ene stvari lahko prilagodiš, ene jih pa malo teži, zato ker preveč košta. In X-Trail na en način, no, že globok je v jesenskem obdobju svojega življenja, pravzaprav zima že počasi prihaja. Jebi ga! Vsega ne moreš imeti, čudežev ne moreš delati, zdaj ti bom pokazal, o čem govorim. A veš, dejstvo je, da tole delovno okolje, kakorkoli obrneš, vseeno izgleda pikico zastarelo.
Ampak ponavljam, jaz recimo sem take vrste tič, da pri avtomobilih gledam prej na kaj drugega, kakor na, bom rekel, obliko armaturne plošče, pa kako se skupaj izgleda. Meni je bolj pomemben, da je avto uporaben, da se z njim pokonektam še na kakšen drug način, da so vozne lastnosti dobre in tako naprej. Ja, pa pogonski sklop. Ta mora biti pa res dober. Na različne načine lahko to ocenjujemo, ne. To ne pomeni, da moraš imeti 300 konjev, pa sam pičijulka, ne. Druge stvari se morajo poklapati. Biti mora uglajen, če se le da, optimalno ekonomičen, čeprav do optimuma itak nikoli ne prideš pa nikjer. No, pol nam ostaneta pa še dve stvari. Prva je pogonski sklop, druga pa je, kako se X-Trail pele. Poglej, pri vozni dinamiki so stvari dosti preproste, tudi zelo hitro sem ga pogruntal. Bolj mu paše počas. Je pa res, da mu zelo paše tudi, če je cesta vzorno vzdrževana. Tudi pri podvozju se leta in majhen poznajo, no. Zato, ker se mi zdi, da v tem segmentu najdemo tudi kakšen boljši kompromis med udobjem, pa ne bom rekel športnostjo, ampak med udobjem pa malo bolj dinamičnim pristopom. Pa vsake toliko cajta se mi je zazdelo tudi, da bi kakšno luknjo ali pa grbino moral pobrati malo tišje, pa še malo bolj udoben. No, pol pridemo pa do pogonskega sklopa. Z mašino pa menjalnikom sem v tak toplo-hladen odnos. Pogon je spreden, lahko dobiš tudi 4-kolesnega pogona. Če zbereš drug motor, kjer motor pa ima? 1,3 litrski bencinar, turbomotor, valjda. Lej, tale dec ima 117 kW, to je koliko? 160 konjev. Z njim sem se kar dobro razumel. Prožen, živahen, dobro se ujame z avtom, čeprav moram reči, da ko rečeš X-Trail 1.3 turbo bencinar, se vseeno malo hecno sliši, ampak ne ga podcenjevati. Jaz sem bil z njim kar zadovoljen. Dobro, poraba je taka, kakor je. Od 8,5 do 9,5, pa čisto odvisno, ko boš vozil. Mogoče se da tudi nižji, to je pa zmeri tako, ne. Odvisno od voznika. Veš, kaj dostikrat rečem, koliko mi je avto pokuril, pa mi pol folk piše, pa prav, kako pri tebi 8, če pri meni 6,5. Ja, jaz pravim, da je avto v službi človeka in ne obratno. Da se moraš ti normalno voziti, da ti avto da neko ekonomičnost, ki jo vsaj približno pričakuješ, a pa si z njo zadovoljen. No, in ta možakar je pol sparjen pa z dvosklopčnim robotiziranim menjalnikom. Z menjalnikom je pa tako. Načeloma sem bil z njim zadovoljen, predvsem takrat, ko se je avto že premikal. To se pravi, ko sem se že vozil, pa nima veze, da sem bil v mestu, na avtocesti, kjerkoli. Zato, ker takrat deluje odlično, hitro, nezaznavno, ampak pri manevriranju pa poudarjam, da to je ene vrste hiba velik dvosklopčnih menjalnikov, tam se pa zna malo obotavljati. To mi je šlo pa malo najetrano. Malo zamuja dec. Včasih je neodločen. To nam pri avtih ni všeč, tako da tukaj obstaja še kar nekaj prostora za izboljšave. Kar se pa pogona tiče, stari lej. Spreden pogon, če pa komu to ni dosti, pa lahko misli drugo varianto, pa 4-kolesen pogon. Tudi to avto mogoče. Tudi to je del prilagodljivosti, ki je lahko fina. Kaj zdaj, potegnemo črto. To se pravi, avto, ki ni več najmlajšim, ki se ponaša z vzorno prilagodljivostjo v drugi vrsti, v kufru, na splošno prostoren, prvenstveno udoben, če podlaga ni prehuda, z odličnim pa prožnim motorjem, ki je po zasnovi sodoben, združen pa z dvostopenskim robotiziranim menjalnikom, ki se zna malo obotavljati. Overall, moram pa reči, da se Nissan X-Trail, glede na leta, ki jih nosi na svojih plečih, še kar dobro odreže. Mislim, da ta avto stane tam 36-37 jurjev. Kaj pa to te pomeni, a ti celostna računica ustreza ali pa ne, to se moraš pa sam odločiti. Jaz mislim, da sem za danes dosti povedal, prav. A meni ga okoli. Vemo zakaj, ne? Grem jaz nazaj domov. Ajde.